Lepo pozdravljeni. Člani občinskega sveta občine Brežice so se v ponedeljek sestali na nadaljevanju seje izpred 2 tednov, na kateri so potrdili sprejem poračuna za komunalne storitve na vodarini za lansko leto. Občina bo znesek poračuna subvencionirala v višini 70%, kar pomeni približno 250 tisoč evrov, razliko pa občani prek enkratnega zneska na položnici. Na predlog svetniške skupine Gibanje Svoboda na tokratni seji niso obravnavali točk, ki so se nanašale na cene storitev komunale za letošnje leto. Brežiški občinski svetniki so sprejeli enkratni poračun vodarine za leto 2022, občina pa bo ta znesek subvencionirala od sprva predlaganih 50 na 70%. Nesporno je, da je bilo lani izjemno zahtevno leto, da so bile nepredvideni dogodki kot višja energija, višji stroški in dejansko je bilo edina rešitev, da se nekako seveda ta poračun izvede. Seveda na moja želja in pa želja tudi večinskih svetnikov pa je, da to ne more iti na račun občank in pa občanov in pa seveda teh javnih zavodov in pa podjetij, kajti dejansko za to izredno situacijo ni noben kriv. Zato smo se odločili, da bomo 70% tega sofinancirali iz proračuna, nekaj pa bojo seveda morali poravnati tudi občanke in pa občani. Tako da bo to za uporabnika, tam nekje, recimo, če ima 12 kubikov porabe vode, bo to pomenilo potem na položnici približno 10 evrov nekje več. Gre za enkratni znesek, poudarja Novoselčeva, ki ga bodo najverjetneje obračunali na aprilski položnici. V svetniški skupini Liste Igorja Zorčiča in Sonce so tudi tokrat nasprotovali vsakršnim spremembam cen in s kompromisom niso zadovoljni. Mi smo prepričani, da bi morala vso to tako imenovano izgubo, za katero verjamem, da ni pravzaprav izguba, ampak da obstajajo rezerve, da bi morala pokriti komunala Brežice iz svojih notranjih resursov. Ne nazadnje je to razvidno tudi iz njihovega poslovanja, imajo hčerinske firme z visokim prometom, s katerimi niti sami ne znajo pojasniti, kaj bi. Tako da upam, da se to ne bo več dogajalo, da zvišujejo cene vodarine na položnicah občank in občanov. Na vprašanje, zakaj je bil potreben poračun za lansko leto in zakaj leta 2022 komunala Brežice ne zaključi z izgubo, Novoselčeva odgovarja. Zaradi tega, ker je odlok v bistvu tako zastavljen, se pravi, da če je razlika med trenutno veljavno ceno pa obračunsko ceno preteklega leta, če znaša več kot 10%, se potem se uporabnikom v obliki enkratnega poračuna ta strošek poračuna. Medtem ko smo pri ostalih kalkulacijah, ko smo delali za ostale enote, izvajanje gospodarskih javnih služb, smo pa to dejansko, to je bilo to, kar je bilo sicer predlagano, pa je bilo danes prestavljeno na naslednjo sejo, smo pa vkalkulirali, se pravi v predračunsko ceno prihodnjega leta oziroma zdaj že letošnjega leta. Komunala Brežice bo tako leto 2022 zaključila z okoli 60 tisoč evri dobička. Občina Brežice bo za subvencijo namenila 250 tisoč evrov iz proračuna, ki jih bo zagotovila v rebalansu. Rešitve pa iščejo tudi za subvencioniranje stroškov poračuna za gospodarske družbe. Ja, to smo že nekako preučili, danes je bil ta sklep tudi sprejet. Seveda gospodarskim družbam lahko damo samo preko občinskih subvencij in naša želja je, da vse naše gospodarske družbe, ki bojo dobili poračun vode, bojo bile tudi subvencirane, enako tudi velja za kmete in pa za javne zavode. Rebalans proračuna za letošnje leto bodo obravnavali na naslednji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma aprila. Na avtocestnem počivališču Zadoke je v ponedeljek potekal poostren nadzor prometa. Na prvi tovrstni akciji na Zadokah so slovenskim policistom pomagali tudi kolegi iz Hrvaške. Ugotovili so več kršitev. Vstopom Hrvaške v Schengen in z ukinitvijo mejne kontrole so se spremenili tudi prometni tokovi. Zdaj po ocenah Darsa se je povečal promet približno za 20%. Seveda ocenjujemo predvsem zaradi tega, ker ni več čakalnih dob vse za tovorna vozila na mejnih prehodih in se je pač promet preusmeril na ta del avtoceste. Mi smo seveda za preprečitev ali pa da povečamo možnost, da ujamemo kršitelje, za zmanjšanje čezmejne kriminalitete in ostalih nezakonitih ravnanj, seveda policija že dlje časa izvaja tudi poostrene nadzore prometa na avtocestah. Začeli smo z nadzorom ob 8 zjutraj.
Kaj hitro so se nam pojavili raznovrstne kršitve, predvsem smo pozorni na čas vožnje, odmore, počitke, torej rabo tahografa in delovni čas, tehnično brezhibnost, ustreznost pretrjevanja nalaganja zavarovanja tovora in seveda vse drugo, vse ostale manipulacije. Kar nekaj ugotovitev je že, preobremenitve so bile, tukaj FURS za nami ima že, bom rekel, manipulacijo, dvojna posadka, prevoz živih živali, manipulirajo z delovnim časom in seveda tudi z AdBlue manipulacija je že ugotovljena. Tehnična brezhibnost, za nami je tudi izredni tovor, ki je neustrezno pretirjeno naložen. Nekako na kratko lahko zaključim, da je prekrškov ogromno. Zdaj je to mogoče še malo bolj izrazito, ker kot sem prej povedal, mejne kontrole ni več in seveda večina prometa tudi poteka po avtocestah, tudi v tranzitu. Zato smo se tudi dogovorili z hrvaško prometno policijo, da izvedemo prvi skupni nadzor. Mi izvajamo danes nadzor prometa tukaj na tem počivališču Zaloge. Prisotna je hrvaška patrulja prometne policije in pa seveda tudi gospod vodja sektorja prometne policije. Hkrati pa se na hrvaški strani sočasno tudi izvaja poostren nadzor, vendar v smeri proti Zagrebu. Vključili smo seveda specializirano enoto za nadzor prometa, policiste postaje prometnih policij Ljubljana, Novo mesto, policijske postaje za zonalne ukrepe, Novo mesto, specializirano enoto za nadzor državne meje, prometni inšpektorat, finančno pravo Republike Slovenije, tako da se potrudimo, da je nadzor čim bolj celovit. To pomeni, da čim bolj celovito zajamemo ta nadzor voznikov, ki jih kontroliramo. V zraku imamo tudi helikopter, kot ste ga opazili, opazuje promet, spremlja dogajanje v prometu. Ob prihodu, ko ste prihajali na nadzorno točko, imamo tudi seveda policista, ki nadzira promet s kamero, kar se tiče hitrosti in varnostne razdalje. Imamo tudi kombi, ki spremlja, bom rekel, ravnanje voznikov med vožnjo. Kolega Matjaž je že povedal, v kakšni sestavi smo. Poudarjam, da bomo s temi aktivnostmi nadaljevali oziroma jih stopnjevali, s tem, da v prvi fazi, kot vidite, kolegi iz Hrvaške, izmenjujemo mnenja, znanja, izkušnje, tehnično opremo. Pa dakle, ovo je prvi put, ali vjerujem da neće biti i zadnji put, da ćemo, evo kako za sada to sve lijepo funkcionirati, ovakvu suradnju ćemo nastaviti. Naravno, s obzirom da je i Hrvatska ušla u šengenski prostor, nestalo je granica, a problemi što se tiče sigurnosti cestovnog prometa nisu nestali, oni su ostali. Evo, nažalost, ono što je kod nas se događalo zadnje 2 godine, pogotovo u ljetnim mjesecima, da smo i 2021. i 2022. imali teške prometne nesreće. U 2021. u autobusu nam je smrtno stradalo 10 osoba, 2022. 12 osoba. Dakle, tu se vidi potreba da se kontroliraju teretna vozila i autobusi, odnosno da se proba na taj način prevenirati te teške prometne nesreće. Mi bomo te poostrene nadzore izvajali tudi naprej. Ugotovili smo, da je učinek dober, to pomeni, ugotovili smo kar nekaj kršitev, to pomeni, da je nadzor tudi potreben. In mi bomo to izvajali naprej v enakem obsegu. Taktiko in metodiko dela bomo prilagodili tudi seveda stanju prometa. Tako da jaz ne pričakujem tu večjih težav, bomo pa absolutno izvajali skupne nadzore še naprej. Seveda pa ta del sodelovanja je namenjen tudi izmenjavi izkušenj, metodike, taktike dela obeh policij, tako da jaz verjamem, da se bomo tudi drugi od drugega kaj naučili in kaj koristnega prenesli v te nadzore. Na gradu Reichenburg je potekal 4. v nizu 12 regijskih posvetov, na katerih predstavniki kulturnega ministrstva skušajo predstaviti usmeritve za razvoj nove kulturne politike, ob tem pa od ustvarjalcev in drugih delavcev v kulturi zbrati predloge, komentarje in kritike. Poglejmo nekaj odzivov. Sodelujoči na posvetu so prisluhnili usmeritvam za razvoj nove kulturne politike in ob tem podali kar nekaj konkretnih predlogov. Sama sem izpostavila, da seveda podpiramo cilj dostopnosti oziroma decentralizacije kulture, pri čemer je pa zelo pomembna tudi neko stabilna finančna shema za kulturne domove, ki določeno profesionalno kulturo ponujamo v nekem lokalnem okolju. To se mi zdi en tak izziv, kako zagotoviti pomoč tudi takim, ki spadajo iz različnih razpisov. Tudi pri ustvarjalcih, ki v različnih področjih delujejo,
in se potem prijavljajo samo na eno področje, dejansko bi bilo pa bolj smiselno, da jih podpremo z nekim celostnim razpisom, da se lahko več svojih interdisciplinarnih, transdisciplinarnih zadev lahko prijavijo. Na posvetu smo sicer slišali vse od predlogov do kritik, pa tudi izzivov, s katerimi se soočajo kulturniki v Posavju. V Big Bandu Krško denimo beležijo osip mladih članov. Tako da se trudimo povezovati z glasbenim šolam, da pač vsa ta množica učencev, učenk, ki končajo glasbeno nižjo šolstvo, da bi ostali kreativni na svojih inštrumentih, da bi se udeleževali tega družbenega življenja. Upam, da bojo uspehi, da se bo to popravilo. Trenutno naš orkester je bil pred 30 leti najmlajši v Sloveniji, Big Band Krško, danes smo pa poprečno starost, imamo pa najvišjo skoraj v Sloveniji. Tako da tukaj je treba nekaj narediti. Udeleženci so izpostavili tudi vzgojo občinstva. Ker sem ljubiteljska kulturnica in pa seveda mati 4 otrok in se večkrat pride do nekega izziva, ko v bistvu ne razumeš kakšnega umetniškega dela ali pa predstave ali pa glasbe. Izziv občinstva je včasih pretiran oziroma nas občinstvo postavlja pred prevelike izzive, ko ne razumemo stvari, so premoderne in mogoče nas potem naredijo tudi, da nismo dorasli temu, kar nam poskušajo povedati. Na ministrstvu so že pričeli z reformo zaposlenih v kulturi. Pisateljica Stanka Hrastelj v zvezi s tem nima večjih pričakovanj, a spremembe kljub temu pozdravlja. Ja, načeloma se mi zdi res zelo pohvalno, da se je začelo nagovarjati položaj samozaposlenih v kulturi. In tudi v našem okolju, torej v Posavju in v občini Krško, je kar nekaj samozaposlenih v kulturi. Jaz že leta, odkar imam status, opozarjam na težave z zelo konkretnimi predlogi. Do sedaj se ni spremenilo prav dosti, oziroma spremembe so v smislu promilov, če mislim pa, da se bo od danes naprej kaj poznalo, nisem optimist, žal. Po zaključku regijskih posvetov sledi obravnava prejetih pobud, predlogov in kritik. Poleti pa bo na vrsti nov krog javne razprave s kulturnimi delavci in organizacijami. Osnutek novega nacionalnega programa za kulturo bodo predvidoma konec leta obravnavali na vladi in nato še v državnem zboru. Zdaj pa v Kostanjevico na Krki, kjer so ob svetovnem dnevu voda, ki ga obeležujemo 22. marca, zasadili približno 100 dreves. Takole so predstavniki Direkcije za vode, Zavoda za varstvo narave in vodno-gospodarskega podjetja Novo mesto na obrežnem delu reke Krke zasadili približno 100 drevesnih sadik avtohtonih listavcev nižinskih vodotokov, kot so divja češnja, divja hruška, bob in beli jesen. Zasaditev bi lahko prispevala k izboljšanju stanja voda in biotske pestrosti. Seveda, s današnjo akcijo bomo na nek način tudi nudili boljše ekološke funkcije, ker bomo z posajenjem teh dreves pravzaprav vplivali lahko tudi na temperaturo vode preko senčenja, kar je pa v današnjem času podnebnih sprememb še toliko bolj pomembno. Tukaj bi pa rada poudarila, da je treba pri izvajanju teh ukrepov biti pozoren, tako pri vzpostavljanju zarasti, kot tudi pri izvajanju samega vzdrževanja potem te zarasti na tem območju in ostalih. Kajti, bom rekla, ukolikor se s to zarastjo ne ravna skrbno in previdno, se lahko pretirano zaraste in spet povzroči lahko negativne posledice z vidika poplavne ogroženosti. Svetovni dan voda ni namenjen le osveščanju o pomenu vode za človeka, ampak o pomenu vodotokov in voda kot ekosistemov, pa je pripomnil direktor Zavoda za varstvo narave. Vode so v prvi vrsti življenjski prostori za celo kopico, celo vrsto, celo paleto različnih oblik življenja, pa ne samo rib, tudi flore še zraven. In kadarkoli razmišljamo o posegih, vzdrževalnih investicijah, uravnavanju vodotokov, moramo vedno dobro premisliti, na kaj bo to imelo vpliv in ta vpliv z različnimi ukrepi zmanjšati, kolikor se pač da. Vse stvari, ki se kakorkoli dogaja na obrežju reke Krke, so dobrodošle, saj vemo, da prispevajo k boljšemu bivanju ljudi in tudi vzdrževanje bregov reke Krke. Bregovi pa so verjetno goli zaradi posledic erozije, ki je odnesla drevesa. Tovrstne težave imajo predvsem v okolici severnega in tako imenovanega tercijalskega mostu. Ob svetovnem dnevu voda so se zaposleni v Krškem Kostaku lotili čistilne akcije na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki.
K sodelovanju so povabili zavod KNOF in tako je približno 120 parov rok očistilo več lokacij, ki jih občani pogosto zamenjujejo za odlagališča najrazličnejših odpadkov. Letos so dali več poudarka okolici vodotokov, čistili pa so tudi lokacije, kjer se vsako leto pojavlja veliko odpadkov. Tako je bilo v bližini brestaniške železniške postaje. Razne pločevinke, papir, plastiko. Kaj še imamo noter? Da vidimo, kaj še imamo. Filtr od avta, recimo od kamiona, ne vem, kamiona ni premajhen. Razne stvari, ko ne sodijo v naravo, ne. Stanje je bilo bistveno boljše na ekološkem otoku v neposredni bližini. Stanje je zdaj kar vredo, malo smo mogli pospravljati, pomesti. Drugače pa glede tega, da pravim, nekateri ljudje ne upoštevajo navodil. Zato bi prosil, naj se držijo, kar piše na kontejnerjih. Odpadki so žal stalnica tudi ob sprehajalnih poteh ob Savi. Veliko je papirja, nekaj tudi plastike, rokavice delovne, tako da mešani odpadki v glavnem. Pa razne stvari se najde, od embalaže, raznih papirčkov do papira. Sicer nekaj verjetno sama reka Sava na Obrežje nanesla, nekaj je pa tudi verjetno so odvrgli naši neozaveščeni občani. Tako da bi prosil v tej priložnosti, da naj varujejo okolje, da naj odpadke vršijo tam, ko sodijo in da naj skrbijo lepo za okolje. Letošnje leto dejansko ugotavljamo, da ni lokacije, kjer ne bi bilo odpadkov. Ugotavljamo tudi, da je veliko pločevink od raznih pijač, ostale embalaže od hrane in pa nekateri tudi mečejo vrečke polne smeti že dejansko kar iz avta. Tudi tokrat pa žal ni šlo brez odkritja divjih odlagališč. Akcijo so sicer izvedli na Svetovni dan voda, ki je 22. marca. Skrbi za okolje namenjamo tudi naslednjih nekaj minut. Komunalni delavci v zadnjih letih namreč opažajo, da jim vse več težav v kanalizaciji predstavljajo odpadki, ki jih uporabniki preprosto odvržejo v straniščno školjko. To so predvsem vlažilni robčki in vatirane palčke, najdejo pa tudi hlačne nogavice, krpe in ostale predmete, ki močno ovirajo pretok in lahko povzročijo zamašitev črpalk v črpališčih. Med nadzorom kanalizacijskega sistema in ostalimi objekti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v komunalah opažajo, da se v njih pojavlja vedno več odpadkov, ki tja ne sodijo. In če se ne smemo metati v straniščno školjko. No, to vedo brestaniški četrtošolci. Ne smemo metati na primer hrane v stranišče, pa če nam lahko pridejo podgane, pa pregrizne kakšno cev. Naprimer palčke za ušesa, vata, pol bencin, vitaminov, plastike, tabletov, plastične vrečke. Vse večjo težavo predstavljajo tudi odvrženi vlažilni robčki, dodaja Nina Lekše iz Krškega Kostaka. In vse to se lahko uvija okoli črpalk in s tem se povzročajo višji obratovalni stroški čistilne naprave, prav tako morajo potem naši zaposleni ročno odstranjevati vse te odpadke, ki se uvijajo okoli črpalk, kar je seveda nevarno tudi za njih. Poleg tega ljudje noter mečejo tudi razna olja, razne strupene snovi, kot so tudi zdravila, škropiva in vse to lahko potem pripelje, da mikroorganizmi več ne opravljajo svoje funkcije na čistilni napravi in zaradi tega lahko pripelje do zaustavitve samega procesa čiščenja. Kar pomeni, da v okolje odteka neočiščena odpadna voda. Učenci so zato izvedeli več tudi o pitni in odpadni vodi ter ločevanju odpadkov. Naučili se, kako se voda prečisti, da ta odpadna voda gre v kanalizacijo. Da pol se tudi tukaj prečisti in pol gre v Savo. Da iz Krškega imajo čisto zgor, imajo čisto vodo, pa je ne klorirajo. Tukaj pa, da je že malo bolj umazano, pa jo morajo čisto malo klorirati. Da lahko odpadke ločujemo na različne načine, da moramo dati v različne kante. Kako se voda očisti,
in kako pač poteka po kanalizaciji, po ceveh. Videli smo tudi klorirano vodo. Da če bi vzeli od Save vodo in če bi jo popili, bi lahko bili bolani ali pa bruhali. Kako hitro lahko umetna gnojila onesnažijo podtalnico, pa reke, pa deževnico. Ja, veliko v vodi. Otroci se zelo zanimajo za te stvari, kar nas veseli, zato ker vemo, da potem še doma starše malo poučijo o tem, kaj smejo in kaj ne smejo. Zato pogosto sodelujejo z osnovnimi šolami in vrtci, tako v Krški kot Kostanjeviški občini. Za nami je materinski dan, ki predvsem med najmlajšimi velja za priljubljen in pomemben praznik. V tem času je bilo zato v šolah in vrtcih pestro. Poglejmo, kako so se na ta pomemben dan pripravljali otroci v Dobovi. V vrtcu Najdihojca v Dobovi mamicam vsak materinski dan pripravijo presenečenje. V skupini Metuljčki so tokrat izdelovali rožice. Danes bomo delali za mamice rožice, pa še ker imamo jih radi vsi, pa bomo cel dan bili pridni. Ta teden se že res aktivno pripravljamo na materinski dan, tako da smo že precej stvari tudi pripravili. Imamo tle, smo vam prej tudi pokazali, take lepe rožice, da so gor volnico lepili, pa gumbke smo dali gor. Zdaj pa pripravljajo za zunaj, bomo pripravili eno tako likovno razstavo in bodo otroci tam pač dali tudi te svoje izdelke gor. Mija nam je povedala, da rožice ustvarja tudi doma. Mama mi izleže, jaz si pa pobarvam, pa lepim nalepke. Otroci zelo radi likovno ustvarjajo. Zelo, zelo radi in komaj čakajo, da je kaj takega, da lahko ustvarjajo. Radi tudi pojejo in drugače nastopajo. Tale skupina malčkov je med našim obiskom vadila predstavo o velikanu, ki so jo pripravili za starše. Pripravljamo velikokrat druženja starši, mogoče enkrat na leto, pa res na takšen način v obliki neke predstave za starše, kar je kar izziv. Marec je mesec družine, zato v tem času posebno pozornost namenjajo prav vsem družinskim članom. Za starše, ker bomo obeležili ta dan kot dan družin, ne samo mamic, smo pripravili solni piling za celo družino iz naravnih sestavin. In pa naredili smo odtise dlani na folijo, ki bodo potem starši jih lahko imeli za obesek in dejansko tisto rokico otročka vedno s seboj. Pogovarjamo se o družini, v bistvu smo se začeli to že cel mesec marec, je namenjen temu. Že 8. marca smo mamicam nekam podarili, smo naredili en takšen lušen izdelek, tako da zdaj v nadaljevanju meseca smo se pa še bolj posvetili mamicam. Za odbojkaricami Posavskega odbojkarskega kluba Krško je uspešna sezona v 3. državni odbojkarski ligi Zahod. Po 16 krogih so zabeležile 15 zmag in zgolj en poraz. Kot prve na lestvici bodo v naslednji sezoni igrale v 2. ligi. V soboto so na zadnji tekmi v 3. ligi gostile ekipo Vital Ljubljana 2 in po koncu sezone še zmagoslavno dvignile pokal. Krške odbojkarice so letošnjo sezono zaključile s še eno zmago. Gostile so ekipo iz Ljubljane ter z rezultatom 3:1 v nizih takole zasluženo dvignile pokal. Da so prvakinje 3. državne odbojkarske lige Zahod je bilo sicer jasno že pred nekaj tedni. Tokratno tekmo pa so odigrale svojimi največjimi konkurentkami. Ja, Ljubljančanke so bile res v bistvu najtežji tekmec, v prvem delu tekmovanja in v drugem delu tekmovanja. Niso nam pustile dihati niti eno točko, tako da smo se mogli boriti. Vse smo videli, tudi prvi set so nam vzele, pokazali so, da ni važno, čeprav smo že imeli uvrščene v 2. ligo, da so se prišle boriti in nam odvzeti to slavo na koncu, da bi lahko to 3. ligo zaključile zmago, ampak mi se nismo dale in smo jim pokazali, zakaj smo 2. liga. Ja, definitivno je bila ta želja tudi z njihove strani, ampak
tle se vidi, kdo je boljši. Pač, meni se zdi, da smo si tudi malo bolj želeli, glede na to, da dve naše nehajo in je bil to res nekaj od srca, da smo zmagali. Ja, do nas se je poznali, da je nekaj več, oziroma da smo že zastavljen cilj osvojili in je bilo malo krča, nervoze, nepotrebne, sam na koncu se je lepo pokazati, da smo kvalitetnejša ekipa, pa da igramo s srcem, ker se to, še ko so nas navijači malo spodbujati začeli, se je vse poklopati čez celo sezono, tako da res je bilo res užitek in na klopi, in na igrišču, pa upam, da tudi gledalcem na tribuni. Krške odbojkarice so si že ob začetku sezone zadale cilj, da naslednjo sezono zaigrajo v drugi ligi. Bi zelo pohvalil punce, je vse odraz treningov pa odnosa, tako da so si res pomagale, tudi ko nismo bili popolni, so garale ena za drugo, pa mislim, da bi mogel biti tudi recimo zgled tudi za naprej, nek temelj, da se da, tudi če nisi čist kompleten, tudi 16 tekem en poraz, tudi tisti poraz je bil minimalen, tako da res pohvale, pa zasluženo, mislim, da je prvo mesto v Krškem. Sem res vesela, da nam je to ratalo in vesela, da se je zbrala taka ekipa takih punc, ker smo bile vse za eno od začetka do konca in je bilo res lepo biti to sezono v taki ekipi. Želeli smo si to že lani, pa mislim, da je to odličen zaključek sezone. Že kmalu jih torej čaka novo poglavje in nanj so, kot pravijo, pripravljene. Prvo leto v višji ligi je zmeraj težko obstati, ampak jaz verjamem, da so punce toliko močne in motivirane, da bo druga liga še dolgo v Krškem, če ne druga, pa čez nekaj let mogoče tudi kaj več. Ja, sigurno bo jedro domače igralke, te, ki so vzgojene v domači šoli, morda pa še kakšna ukrepitev, da napademo tudi tam najvišja mesta, oziroma vsaj prvo polovico, da tudi ko bo pravi razvoj teh mlajših igralk, da imajo težke tekme, je to samo pozitivno za celotno okolje. Za konec pogledajmo še na splet. Sledi nekaj poudarkov najbolj branih novic minulega tedna. Spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Vabljeni v našo družbo tudi naslednji torek. Nasvidenje.